Mislim, da je čas za spremembe, da je čas za žensko in da je čas, da se domačini ponovno počutijo dobro v svojem kraju. Tukaj bi izpostavili cesto čez prelaz Vršič, ki je sicer državna cesta, vključena v Triglavski narodni park, in mislim, da je pomembno, da tudi tukaj apeliramo na državo, da se jo obnovi in da se uredijo parkirišča oziroma parkirni prostori na vrhu prelaza. Mi bi zelo radi oziroma se bomo tudi zavzemali za ohranjanje kmetijstva in spodbujali oziroma oživljali ponovno kmetije. Radi bi poskrbeli za lokalno trgovino, kjer bojo naši lokalni pridelovalci lahko prodajali svoje izdelke. Za participativni proračun bomo pogledali, koliko je sedaj namenjenih sredstev in jih povečali. Radi bi uvedli tudi participativni proračun za mlade, zato da bi se lahko tudi neposredno mladi odločali pri določenih projektih, jih predlagali in jih potem tudi podprli. Radi bi zadržali mlade v naših krajih oziroma da bi se po študiju vrnili domov. Radi bi jim omogočili, da se tukaj tudi ustvarijo dom, zato bomo imeli oziroma uvedli subvencije za stanovanja. Radi bi jih vključili tudi bolj aktivno in povezali, da bi sodelovali tudi z občino. Glede infrastrukture v Kranjski Gori, mislim, da predvsem tukaj manjka infrastruktura za naše otroke, zato bomo mi tukaj zelo delali na tem, da bi uredili otroška igrišča in pa športni park. Nekako za dolgoročni cilj imamo pa tudi obnovo Kranjskogorskega vrtca. Predvsem bomo ohranjali oziroma skrbeli za vodohrane, da bi zmanjšali vodne izgube, urejali oziroma skrbeli tudi za vodostaje in jezera, predvsem bi pa radi poskrbeli za učinkovit kanalizacijski sistem in pa čistilno napravo. Eno poznam že vrsto let in vem, kako je v svojih prizadevanjih dejansko energična in verjamem, da je točno to tisto mlad, svež duh, kar Kranjska Gora danes potrebuje. Zato Gibanje Svoboda stoji za Eno Žirandon za županjo Kranjske Gore.